Lep pozdrav! Danes vam bi želel predstaviti novelo zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki ga bomo postopoma vložili v poslanski skupini SDS, najprej v javno razpravo, potem pa tudi v zakonodajni postopek. Dovolite par besed. Zadnje bolj korenite spremembe zakona izhajajo še iz leta 2006, potem je bilo sicer še nekaj 3 zakonske spremembe, ki pa so bile bolj tehnične narave. Na podlagi tistega zakona pa množice predlogov, pripomb, predvsem pa kritikov, tako samih avtorjev, tudi kolektivnih organizacij, predvsem pa uporabnikov, smo pripravili predlog zakona in se v tem predlogu zakona odločili za nekaj vsebinskih sprememb, ki jih bom tudi na kratko predstavil. Po našem mnenju najpomembnejša pridobitev tega zakona je to, da se kolektivnim organizacijam nalaga, da v roku 6 mesecih po uveljavitvi zakona ustanovijo skupno službo. Ta služba bo imela eno nalogo, da uporabnikom izda enotni račun oziroma enotno položnico. To gre po našem mnenju in pa tudi po mnenju analiz, ki so na tem področju narejene za največje prihranke, kar pomeni, da bodo po uveljavitvi tega zakona storitve oziroma cene za uporabnike cenejše, po podatkih iz analiz tudi do tretjine, na drugi strani pa bo tudi seveda več sredstev ostalo za avtorjev. Druga stvar iz tega racionalizacije, poslovanja kolektivnih organizacij in pa pridobitve tako avtorjev kot pa tudi predvsem uporabnikov je to, da se navzgor omejuje znesek dejanskih stroškov kolektivnega upravljanja avtorskih pravic za kolektivne organizacije in sicer na največ 20% celotne višine vseh zbranih sredstev, ki jih kolektivne organizacije pridobijo. Po našem mnenju je to neka win-win situacija. Na eni strani dobimo bolj racionalno delovanje kolektivnih organizacij, več sredstev ostane avtorjem, torej tisti najbolj primarni, ki se s tem ukvarjajo, seveda pa so na najboljšem predvsem uporabniki zaradi nižjih cen oziroma zaradi nižjih položnic in storitev. V tej smeri je dodatno tudi predlagano, da se višina nadomestila lahko določijo tudi v odstotkih, ne pa tako kot do sedaj, ko je bilo vse v fiksnih zneskih. In pa še zadnja sprememba na tem področju, torej bolj racionalnega delovanja, pa je to, da se spodbujajo kolektivne organizacije, da za posamezne tiste birokratske, tehnične, administrativne zadeve se jih pozove k sodelovanju in tudi tukaj se bodo morale kolektivne organizacije bolj racionalno obnašati. Druga pomembna zadeva v noveli zakona je ta, da se omogoča dogovor med prirediteljem dobrodelne prireditve, med organizatorjem dobrodelne prireditve in pa kolektivne organizacije o znižanju tarife za uporabo avtorskih del, vsaj na 50% veljavnega cenika, pa še to je tista 50% od tega novega cenika, ki bo manjši zaradi prej navedenih dejavnosti. Poleg tega pa je v zakonu omogočena tudi možnost, da se organizator in pa kolektivna organizacija dogovorijo, da se ta tarifa še zmanjša oziroma se celo lahko dogovorijo, da organizatorji dobrodelnih prireditev ne plačajo nič. Tretja pomembna zadeva pa je to, kar so predvsem uporabniki pa tudi sami avtorji zahtevali, to pa je, da se povečuje nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij. Ena izmed teh rešitev je, da morajo kolektivne organizacije na svojih spletnih straneh objaviti določene podatke, ki so v zakonu zelo eksplicitno našteti. Avtorjem je omogočen pogled v celotno dokumentacijo kolektivnih organizacij za preteklo 5-letno obdobje. Bolj natančno se opredeljuje vloga nadzornega organa, to je inšpekcije, tržnega inšpektorja pri nadzoru nad delovanjem teh organizacij in pa tudi sama skupščina kolektivnih organizacij
pridobi pomembnejšo vlogo in tudi tam mora biti določena gradiva še bolj eksplicitno objavljena. Kajti do sedaj se je nažalost dogajalo, da posamezne kolektivne organizacije svojim članom na skupščine niso hotele ali pa želele dati na razpolago vseh podatkov, ki si jih avtorji tudi zaslužijo, da zvedo vse o delovanju svoje kolektivne organizacije. Potem pa je seveda v zakonu še nekaj tehničnih podrobnosti, ki olajšujejo na eni strani delovanje tako kolektivnim organizacijam, kot pa tudi uporabnikom. Tako se podaljšuje poročevalsko obdobje za izračun dolžnega nadomestila iz četrtletja na polletno obdobje, torej želja zmanjšanja administrativnega bremena tako zavezancev kot pa tudi kolektivnih organizacij. In pa ena zadnjih sprememb pa je, da se globe, ki so v veljavnem zakonu izražene še v bivši valuti, dolarjih, spremenijo v nekem skladu z zakonom o prekrških v evre. Morda pa ena pomembna novost, za katero smo se odločili kot predlagatelji poslanske skupine SDS, da bi v čim večji meri zadostili tako kolektivnim organizacijam, avtorjem in pa predvsem uporabnikom, želimo pridobiti tudi njihovo mnenje, smo se odločili, da bomo danes predlog zakona objavili na spletni strani stranke, torej www.sds.si, in pa obenem bomo predlog zakona poslali kar širokemu spektru vseh zainteresiranih, ki so se oglašali že pri prejšnjih novelah zakona, ki želijo določene zadeve spremeniti. Seveda bomo zakon poslali tudi Vladi Republike Slovenije in pa ostalim poslanskim skupinam v Državnem zboru. Naša želja je, da do 1. junija dobimo čim več povratnih informacij, tako predlogov za dodatne spremembe, pripombe, komentarje, kritike, seveda pa iz teh področij, za katere smo se odločili, da jih z novelo spreminjamo. Skratka, enotna položnica, večji nadzor in pa urejanje plačevanja dobrodelnih prireditev. Do 1. junija torej vabljeni vsi zainteresirani, da podajo predloge k noveli zakona, ki smo ga pripravili v SDS. Seveda pa potem tudi, ko bomo vse pripombe dobili, jih bomo pregledali, predlog zakona še eventualno popravili, ga vložili v Državni zbor in verjamem, da tako do 1. junija, kot tudi potem tekom zakonodajnega postopka bo dovolj časa, da se res pripravijo neke sistemske rešitve na teh treh področjih, ki jih želimo spremeniti, da bo zakon o avtorskih in sorodnih pravicah bolj urejen, da bo v prid kolektivnim organizacijam in njihovem delovanju, da bo v prid avtorjem in pa seveda najbolj pomembni del, pri katerega smo sodelovali pri spreminjanju zakona, pa je, da je zakon čim bolj po meri uporabnikom. Pa naj se gre to od tistih, ki so člani obrtne zbornice, gospodarske zbornice, trgovinske zbornice in pa čisto vsakemu posamezniku oziroma organizatorju kakšne prireditve, ki se sprašuje, zakaj plačuje posamezne storitve in zakaj so te storitve po njegovem mnenju tako visoke.